skoraj vse ve, tako da bo zelo fini večer in pogovor. Toliko pozdravljam in se zahvalim tudi v imenu Mestne knjižnice Otona Župančiča. Me je prosil predstavnik gospod Mare Lakovič, tako da imamo lahko tu naše večere gibanja Svetovni etos, ko se spodbujamo, da smo še bolj povezani in še bolj ustvarjani, da delamo pa nekaj želevamo. Tako, Stanislav, prosim. Ja. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, čast mi je, da lahko v naši sredini pozdravim gospoda dvojnega doktorja Matjaža Regovca, doktorja filozofije in psihologije. Poznava se že več kot 30 let, vedno me je zanimalo njegovo delo, z zanimanjem ga spremljam in po izidu knjige Cogito imago Dei pod naslovom Podobe Boga izza Junga in umetnega življenja, kar je izdala založba Antropodiceja, ki je nastala na podlagi njegovega dolgoletnega dela na Jungovi rdeči knjigi 2009, odkriti knjigi, ki je, lahko povem, iz osebnih izkušenj izredno težka. So prebrali vsi? Ja, sem ja. Ki je nastala torej leta 2009 in s to knjigo Cogito imago Dei je premaknil nekatera uveljavljena načela pojmovanja juga in jungovstva in ko je pa nedavno tudi zagovarjal uspešno doktorsko dizertacijo, obranil doktorat na filozofski fakulteti, je ta dizertacija nosila naslov Jungova podoba Boga med simbolnim in predsimbolnim. No in takrat smo na zvezi z etosom iskali, kdo bi še lahko kaj lepega povedal, kaj pametnega, kaj novega, in sem mu predlagal, da se pač udeleži enega od naših srečanj in predstavi kakšno od svojih raziskav. Prijazno se je odzval in tako bomo danes v sodelovanju z dr. Marijo Pepelnak-Arnerič izvedeli marsikaj o prapodobi solsticija in božiča ter dinamiki vršenika v sodobnem času. Časovno popolna sinkroniciteta. Matjaž Regovc je sicer po kvalifikaciji jungovski, sedaj neodvisni psihoanalitik in psihoterapevt v svobodni praksi. 93. leta ustanovil inštitut IPAL, ki je v zadnjih 30 letih neutrudno deloval, oblikoval metodo dela na sebi, to je metodo IPAL, ki vključuje psihoanalizo, aktivno imaginacijo in simbolno kozmologijo. Na inštitutu pa povezuje tutorje, sodelavce, vodi seminarje, ki potekajo tudi online, v angleškem jeziku, za vse, za cel svet, ne glede na veroizpovedne usmeritve in tako naprej. Da ne bom predolg, bi samo rad povedal naslednje. Do nedavno smo bili priča petkovi črnini, decembra nas obliva Coca-Colina rdeča, zato je vedno prav, da se vsaj za trenutek iz tega odmaknemo, izstopimo in se prepustimo kozmični globini. Beseda vaša, gospod predsednik. Ko sem jaz prebirala, o čem bi se danes pogovarjali, moram reči, da sta mi dva pojma pravzaprav izstopila iz tega in bi vam za začetek postavila eno tako zelo provokativno vprašanje po moje. Kako ste si upali povezovati Dionisa in Jezusa v kontekstu odrešenika glede na moč krščanskih cerkva v našem prostoru? Po moje je na našem kulturnem področju oziroma v nekem religioznem kontekstu Jezus dojeman kot asket, Dionisa pa mogoče ravno nasproti dojemamo, sej mogoče vemo, da so neki domnevni dioniski elementi na krščanstvo, ki bi naj vplivali na krščanstvo, pri nas bolj ali manj tabu.
Ja, lep dober večer vsem, za lep nagovor, hvala. In seveda večer je prekratek, da bi vsem govorili, ampak tako, da se bom držal tega, kar je bilo izzvano. In pravzaprav človek je historično bitje. Vse, kar smo do sedaj ustvarili, je še vedno z nami. Z nami je Dionis, z nami je Jezus, z nami je novi vek, z nami je kogito, z nami je vse, kar razmišljamo, čustvujemo, intuitiramo in delujemo. Vsa dediščina je pravzaprav naša. Nobenega razloga ni, da ne bi zajeli vse celote našega razvoja človeštva kot kolektiva. In Dionis je bil neka vrste predhodnica, pripravljalnica, zgodnejša stopnja odrešenika, ki je bil rojen v zimskem solsticiju tradicionalno in ki je pomenil razkosanje, prav tako kot Jezus, ponovno rojevanje, sestavljanje nove celote, novega življenja, obnove življenja in seveda tudi tistega, kar najbolj zamolčimo ob Božiču, ob solsticiju in Božiču, to je smrti. Torej, pred vsakim rojstvom je smrt. Torej, mi smo sedaj v smrti. To je arhetip, to je prapodoba, ki je venomer delovala, prežemala stvarstvo v skladu z gibanjem narave, naravnih ciklov, potovanja sonca, kozmosa, antične kozmodiceje in potem srednjeveške teodiceje, Jezusovega rojstva, Dionizovega razkosanja, Jezusovega, ne bom rekel razkosanja, ampak križanja, smrti človeka na križu in ponovnega rojevanja. In to je nekaj, kar skušamo ubesediti, skušamo več kot ubesediti, ker smo del tega in ne moremo iz tega izstopiti. Torej, arhetip pomeni, da smo ves čas tam, ves čas participiramo in poskušamo slediti tej obnovi življenja, ki se zgodi ob solsticiju, ob Božiču in potem še ob novem letu. In skušamo na nek način slediti temu ciklu, makrokozičnemu ciklu, ki se odčitava potem v človeku kot njegovem ciklu razvoja, preobrazbe, ponovnega rojevanja in seveda tudi rojevanja novega zavedanja, kot bi v tej novoveški maniri, odkar imamo kogito, odkar smo imeli Descarta, odkar imamo novi vek, odkar lahko mislimo kar čemu, tudi o Jezusu, tudi o Dionizu in seveda nekateri tudi še častijo Dioniza, nekateri tudi še častijo Jezusa v smislu teologije, ampak nekateri pa v njem razmišljamo tudi kot filozofi. Zelo zanimivo. Bi pa še zdaj mogoče se malo na tole vlogo odrešenikov obrnila. In sicer novodobni odrešeniki, vsaj meni danes ne dajo nekako ravno upanja na obnovo življenja. Včasih se mi zdi, da čeprav se obrača nek nov cikel, nimam občutka, da bi se vedno obračal nekako k svetlobi, mogoče bolj na nek način prikriti temi. Kaj je glede na vaše raziskovanje odrešenika v kontekstu Jungove vere v to, da imamo ljudje neko naravno nagnjenost k rasti in samouresničitvi in da je Bog lahko dojeman kot neka notranja sila, ki vodi ta proces? Prvič, nisem nek častilec Junga, da ne bi kdo mislil, in Jung je bil zelo pomemben, ampak do neke mere. In to, kar je on ustvaril, je zelo pomembno, ker nam daje perspektivo na to, kdo smo in kako poteka pravzaprav naše odrešenje, sploh v kontekstu tega letnega cikla, ki ga predstavlja solsticij, Božič, rojstvo Jezusa. In kaj je zdaj ta odrešenik, ki je ves čas, bom rekel, fungiral kot neka goba, kot nek fungus, v kolektivnem duhovnem izročilu človeštva,
prej, kot da dam samo ta dva primera, Dioniza in Jezusa, v tem kontekstu človekovega nenehnega preporajanja, preobrazbe, ponovnega rojevanja in seveda tudi odrešenja, kako pravzaprav se spojiti s fenomenom minevanja, prenehanja, ponovnega rojstva že za časa življenja. In mislim, da je prav Jezus, Jezus je ena taka enkratna priložnost videti kot arhetip, kot simbol, kako pravzaprav to poteka, kako je pravzaprav ta njegova dvojna narava, ki je bila hkrati človeška in božja, odseva pravzaprav ta paradoks njegove narave, kaj pravzaprav pomeni za to, da jaz sedaj tukaj sedim, pričakujem neko obnovo življenja, hkrati pa tudi uvenevam, transcendiram svoje življenje, zaključujem cikel, se poslavljam, pravzaprav ne vem več, kako naprej, tonem v depresijo, prižigam v obupu lučke, čakam lučke, dajte mi lučke, kako bom jaz izplaval ponovno na svetlobo, kako bom spet doživel ponovno rojstvo ob solsticiju in seveda tudi božiču. Pri tem se moramo vprašati, kaj počnemo in da so pravzaprav vsi obupani poskusi, ki smo jim priča, pri samem sebi, pri pomembnih drugih, pri kolektivu, kako pravzaprav narediti ta prehod čim bolj svečan, mu dati neko sakralno vrednost, pravzaprav neki izrazi naše lastne notranje nemoči, ki pravzaprav je nujna ob tej predaji arhetipu solsticija. Tukaj smo na tej temi današnji. Prapodoba pravzaprav novega rojstva je polna smrti, je polna obupa, je smrt nečesa, kar smo do sedaj poznali in pravzaprav predaja tega participacije v tem, da pravzaprav gremo v nekaj novega, je upodobljeno v tej srednjeveški podobi Jezusa. In zakaj rečem srednjeveški? In začela sva s historičnostjo, z zgodovinskostjo. Torej, to je srednjeveški metafizični model smrti na križu. In torej, človek umre na križu, dobro, seveda tudi pri veliki noči, ampak tudi pred rojstvom samega odrešenika, da bi lahko se življenje nadaljevalo. In ta podoba je bila nekdaj, v srednjem veku je bila hkrati, ne boste zamerila, če bom večkrat zgodovine vpletel, hkrati je bila filozofska in teološka. Torej, celotna filozofija je bila do novega veka, do rojstva kogita, do rojstva tega, da to, kar jaz kogito, to jaz sem, predtem je bilo pa vse ugotoviti božjo voljo, ugotoviti, slediti Jezusu, brezpogojno. Tukaj ni bilo nekega individuuma, šlo se je za nek model, ki ga je bilo treba slediti. In ta dediščina je še vedno živa, Jezus je še vedno živ, teologija Jezusa je še vedno živa, ampak danes razmišljamo o Jezusu lahko tudi filozofsko in pravzaprav včasih sta bili filozofija in teologija enotni v tem modelu metafizike, vsega, kar ni fizično. Jezus je bil hkrati in filozofski model metafizike in teološki model metafizike, potem pa sta se poti ločili in danes govorimo o zgodovini tega pojava, ki mu rečemo Jezus, ki mu rečemo odrešenik, ki mu rečemo seveda tudi Dioniz, ki pa je fungiral, ki se je pojavljal v nekem drugem modelu v antiki, kot bog, eden izmed bogov, ampak predstavlja tudi pomembno dediščino. In ko govorimo o odrešeniku danes, ne moremo mimo Jezusa, ker vsi poznamo trpljenje, torej, da rečemo, biti na križ, človeški kolektiv nas pribije na križ, razglasi nas za Jezusa, da tako rečem, za mučenika, ta je pa ta, ki je izdal znanost, tega bomo pa križali, vzeli mu bomo vse točke kot znanstveniku in nej tam, kot nek navaden individuum tam nekje pač ve, živi naprej, kakor ve in zna.
In takrat, torej to je pa potem rojstvo, to je pa potem življenje iza Jezusa. In tukaj je zelo pomembno Jungovo delo, Rdeča knjiga, ki jo je Stane zelo lepo omenil, kje si Stane, in najna prijateljica Irena Aleš bi bila zelo vesela, ker si takrat še, ko je bila ona živa, govoril o sanji, o Jezusu, in takrat še nismo vedeli, da Rdeča Jungova knjiga sploh obstaja, da sploh je, ker 2009 je šele išla in torej to življenje iza Jezusa, zato ker kogito, zato ker jaz kogito, ker jaz sem sposoben ustvarjati in svoje misli, in svoje osebno čustvovanje, in intuitirati po svoje, in nad vsem delovati po svoje. Jaz vidim Jezusa, jaz vidim odrešenika, jaz ustvarjam odrešenika, jaz delam odrešenika, jaz čustvujem o odrešeniku in s tem jaz postopoma odrešujem sebe. Jaz sem kot kogito ta odrešenik in to je moja dediščina, ki je filozofska, ki je Jezus kot arhetip. Nekaj, kar moram narediti, kar sem dolžen sebi narediti, s prižiganjem lučk, s konzumacijo alkohola, hrane, veseljačenja ali brez, narediti, ker to moram narediti, tako kot je človek delal v antiki, kot je delal v srednjem veku in kot je delal še danes, s tem pa da je danes prepuščen temu, kako bo on kogito sam to naredil, ustvaril, razmislil, čustvoval in pogruntal, temu jaz pravim arhetipsko tirnico, da je treba v tem času nekaj narediti, zato, da bi sebe odrešil in s tem odrešil tudi sveda svoje bližnje in naposled tudi, morda tudi prispeval k odrešitvi sveta. A se vam zdi, da so danes taki časi, da večino ljudi spodbujajo recimo po poti nekega takega arhetipskega samoodrešenja, ali mogoče preveč povzemamo nekaj, kar nam je ponujeno od zunaj in ne prispeva k, rečemo, naši samouresničitvi v tistem osnovnem bistvu. Se mi zdi, tole Marija ste res lepo vprašala, ker imitacija, mislim, da je res problem, imitacijo Kristi, posnemanje Jezusa je velik problem, ker je to, ampak pravzaprav korenine so globlje, torej ta zgodovinska hoja za Jezusom, hoja za Kristusom, ker je bil tudi Kristus, je pač zgodovinska, je duhovna dediščina, je historičnost našega življenja kot kolektiva, posnemati odrešenika. Če bom posnemal, kar vidim, da najbrž odrešuje kolektiv, bom brško ne odrešil samega sebe. In ta hoja za Jezusom, to posnemanje Jezusa je historična dediščina duhovnosti človeka na Zahodu, vsaj. In ta dediščina, torej razumeti, kaj počnemo, torej dokler ne razvijamo svojega pogleda na to, kaj je tisto, kar nas samega sebe odrešuje, kaj je tisto, kar lahko zase naredimo, posnemamo pač nekaj, kar dela, bom rekel, kolektiv, ampak to posnemanje se mora na neki točki končati, in konča se s tem, ko začnem razmišljati svojo glavo, zato ker kogito, zato sem, zato ker kogito, zato čustvujem, zato ker kogito imam svojo intuicijo, zato ker kogito vidim, kam pripelje odrešenik in jaz morda nisem arhetip, ampak sem pravzaprav nekdo, ki ima svoje življenje in približno pravzaprav pričenjam slutiti, kaj je neko moje odrešenje, kaj moram narediti za, že Aristotel je govoril o srečnosti, jaz bom pa rekel, kaj moramo narediti za osebno srečo, da
bi pravzaprav odrešili to svoje trpljenje in šli naprej, od Jezusa. Tukaj se bom oprl na Junga kot primer, torej on je odlično ugotovil, v svoji rdeči knjigi, da ko se začne, ko je smrt na križu, se šele začne človek rojevati, zato ker človek umre na križu kot Jezus, človek umre na križu, ampak potem se začne spust v globino in iz te globine se začne rojevati človek kot individuum. In vsi poznamo torej, delo na sebi, delam na sebi, svojimi dejanji, svojimi mislimi, svojim čustvovanjem, svojo intuicijo delam na sebi, prepoznavam, kaj moje življenje pravzaprav gre, kaj je tista vrlina, ki ji sledim, kot bi dejal morda Aristotel, da bi lahko sebe odrešil in da bi lahko pravzaprav moje življenje pridobilo transcendenco, in ta novi pomen odrešenja je rojstvo individuuma, ki se rodi, ko Jezus umre na križu. Torej, Jezus umre na križu in sledi vodnarjeva doba, sledi novi vek, sledi doba človeka. Človek se preobrazi, se ponovno rojeva iz globine. Kot bi rekel Jung, iz najnižjega, iz najbolj nemilostnega, življenje nas vrže v blato, mi smo uriti, takrat šele začnemo razmišljati, kako bi svoje življenje pravzaprav lahko zdelalo drugače, ne samo kot ste rekla, da vas parafraziram, posnetek, imitacija, nekega kolektivnega predpisa, kako živeti, ampak najdem pravzaprav z delom na sebi nek osnutek, neko zasnovo svoje osebne sreče, svojega razvoja kot individuuma. Zato in to, vedeti, kaj je Jezus pomen, ne biti več Jezus, postati naprej. Jezus je umrl na križu in se je vrnil v drugi svet, odkoder ga je poslal Bog Oče stvarnik. Jaz sedaj živim tukaj sam, gol, razpraskan, od življenja ponižan, od kolektiva razkosan. Kako sedaj ustvarjam jaz, kot kogito, svoje življenje? Zelo zanimivo. Mogoče tudi v kontekstu današnjih raziskav ali pa ugotovitev o povečani depresivnosti in pomanjkanju smisla življenja in mogoče pomanjkanju tiste energije, da se iz te razklanosti, iz te smrti zaženem v ponovn ciklus. Kaj mislite, a ima slovenska družba danes dovolj energije, da to stori? Tega ne bo naredila družba, to naredimo posamezniki, ki prepoznavamo, da je ta Jezus, ampak Jezus je danes tema, ki prepoznavamo, kaj je Jezus, kaj je bilo, ko je Jezus umrl. To se pravi, spet bom, zdaj zveni kot ena pridiga, ampak pri tej temi smo, kaj bom naredil zase. Sedaj, ko nimam več modela, kako živeti, ne predpiše šola, ne predpiše podjetje, bom rekel, ne predpišejo neke tablice, kako živeti, koga posnemati. Lahko se zatečem in seveda še vedno obstaja krščanstvo, ampak če razmišljam svojo glavo, kaj narediti iz sebe, da bom pravzaprav živel naprej od Jezusa, kaj bom torej naredil za svojo osebno srečo, pravzaprav tukaj ostaja ta, se bojim, nivo kolektiva, družbe, nem, v neki siloviti nemosti, torej odgovora ni, kaj narediti, da pravzaprav sebe odrešim, da iz sebe nekaj naredim, da iz sebe vzpostavim življenje po Jezusu s polnim zavedanjem, da mogoče trpljenje, ki prej nisem vedel,
čemu služi, in sem bil identificiran z Jezusom, sedaj kar naenkrat nima več te funkcije, ampak pravzaprav začne druga funkcija, kako obrniti, kako vzpostaviti, takšen napor, takšen trud, takšno zrenje v svet, takšen kogito, takšne misli, takšna občutja, takšno duhovno razumevanje in seveda najbolj pomembno, takšna dejanja, ki bodo v prid meni in seveda tudi pomembnim drugim ter kolektivu. Takšna perspektiva je potrebna, da se pravzaprav lahko, vi ste začela z družbo, neka družba, tudi slovenska, sploh obnovi. Torej, ne bo nam predsednik vlade povedal, on bo rekel, zakaj imate denar, zakaj bi davke zmanjševali, ljudje ne rabijo denarja, kaj bodo zdaj tle. Njega to ne zanima, njega zanima kolektiv. Torej, se pravi, nihče ne naslavlja tega vprašanja, kaj moramo delati kot individuumi, da bi pravzaprav lahko doživeli preobrazbo, osebno srečo, izpolnitev, doživeli življenje kot, bom rekel, vrlino, kot vrednost najvišjega pomena, kot svetost, da se življenju vrne tista osnovna poanta, ki je bila v vseh dobah, torej svetost življenja. Ne samo človeka vobče, ampak mene kot individuuma, kaj lahko naredim za lastno srečo, ker jaz sedaj kogito. Jaz ustvarjam to svojo osebno srečo, tisto, kar mi je dala država, pa šolanje in kar mi je dal kolektiv in nekje do 40, potem pa ali boš naredil še nekaj novega, ali pa ne boš nič naredil, boš pač tam, kjer si. In pravzaprav ta nemoč, ta smrt na križu Jezusa, ki sedaj postaja individuum, se mi zdi res pomembna za razumevanje pravzaprav duhovnega problema človeka, v teh prvih stoletjih novega veka, če ga razširimo od novi vek še vedno traja, zdaj mu rečemo tudi moderna, postmoderna, druga moderna, ampak ta premik, to rojstvo, da jaz sam ustvarjam svet, kot ga gledam, ga ustvarjam, ampak kot individuum. V znanosti, v humanistiki, s svojim delovanjem, se te podobe, ki jih ustvarjamo, sestavljajo svet na novo. Ta svet, ki je bil še, recimo, v 80-ih, ko sem jaz bil indoktriniran, in sem hodil v šolo in sem bil, nisem še vedel, kdo sem, kaj hočem, in sem tam, jaz sem bil prepričan, svet takšen kot je, to je zlati svet, v njem so države razdeljene, imamo fiksne meje. In kaj imamo danes? Glejte, kako drugačen je svet. Nobene meje niso več fiksne, vse se spreminja, vsak lahko napade, kar hoče, se vzame, ubije civiliste, pomori ljudi, bombardira bolnišnice. Kar naenkrat je ta svet popolnoma drugačen. In svet se spreminja v skladu s tem, kar delamo, kar ustvarjamo. Ja, to je vprašanje, če ni ta fokus na človeka, ki je do tega famoznega antropocena pripeljal tudi do, kaj s tvojim drugam, ne k ponovnemu rojstvu, ampak mogoče k upadu. No, to je pa tista, me zelo veseli, da ste to omenila, ta Bog, Bog, ki je bil prej v Jezusu, in Bog, ki je bil prej tudi ustvarjal svet, sedaj kar naenkrat človek ustvarja ta svet. In se pravi, ta enačba je strahovita, torej ta enačba človeka in Boga, ki se je nehote vzpostavlja z močjo stvarjenja sveta, še posebej v kolektivnem smislu, je neverjetno močna in potratna in tudi destruktivna. Kar naenkrat obstajajo določeni posamezniki, ki so na tem prestolu
ki odrejajo, pritisnejo na gumb, ali ne pritisnejo na gumb, ali napade, ali ne napade, ali uvede te davke, ali ne uvede te davke, in kar naenkrat igra Boga. To se pravi, kar naenkrat smo, torej še posebej v zadnjih nekaj stoletjih, ali pa v 20. stoletju, priča pravzaprav temu, da ker je pač Bog se sprostil iz tega tesnega odnosa s človekom, ki je bil v srednjem veku, v srednjeveškem metafizičnem modelu, da pravzaprav ta Bog sedaj prosto pleše in inficira ljudi, ki pravzaprav nimajo kritičnega odnosa do svoje lastne pozicije moči. In to se mi zdi pa res velik problem, ki je ta, pravzaprav, da vsak, ki ima malo moči, je v tej izkušnjavi, igral bom Boga, odrejal bom, kako se svet vrti, odrejal bom podobo Boga in jaz sem tisti, ki zdaj ustvarja to podobo Boga. In tukaj pa mislim, da pridemo res v jedro te novoveške in sodobne duhovne problematike, kaj naredimo po Jezusu, kaj naredimo po Jezusu, sedaj, ko je Jezus umrl na križu in ga pravzaprav in rabim najti neko svojo pot razvoja, ker jaz kogito, jaz ustvarjam svet, kako to naredim, kako prispevam k temu. Ravno včeraj je rekla neka ženska, brutalen šef v podjetju je bil, dokler ga nismo ustavili, dokler ni nekdo dvignil roke. Ne, jaz se ne strinjam, da bomo šparali pri plačah, zato da se bo podjetje razvijalo. Jaz sem na prvem mestu, jaz sem tukaj delavec, jaz imam svoje dostojanstvo. Torej, da so se uprli trinogu diktatorju, ki je potem razporedil to moč, ki jo je imel za človeka. In tukaj vedno znova pridemo do tega občutljivega odnosa med individuumom in kolektivom v sodobnem času, kjer pravzaprav je treba najti primerno razmerje. Torej, tudi kolektiv potrebuje, tudi neko podjetje, če rečem zdaj, potrebuje delavce, ki so zadovoljni, ki živijo svoje življenje, ki delajo za svojo osebno srečo, ki imajo sredstva za to, da lahko nekaj ustvarijo, ki imajo nek osnoven finančni kapital, da nekaj naredijo iz svojega življenja, da si lahko privoščijo stvari. In ni tukaj samo kolektiv, ki je pomemben, ampak tukaj kaže prav ta zobe, ta fenomen revolucije, ki je od novega veka naprej francoska, ameriška revolucija, potem revolucija v Rusiji. Jaz veliko delam z Rusi in oni so polni nostalgije o času pred revolucijo. Torej, v obupu se oni vračajo pred revolucijo, ko je bil individuum še nekaj. Torej, od takrat naprej individuum ni bil več. Ali pa revolucija v Iranu, bil sem tudi v Iranu in sem videl, torej, individuum več ne šteje. Vedno manj je individuum, torej ukinjanje individuuma, torej primat pravzaprav tega, kar vlada, neke strukture, ki vlada, in pravzaprav tukaj noter je pač ena past, se mi zdi, sodobne dobe, kako gremo zdaj, kako vidimo življenje po Jezusu, kako pravzaprav odrešiti sebe po Jezusu, kaj narediti za sebe po Jezusu. Seveda moraš imeti tudi primerne kolektivne pogoje, in v službi, v družbi, na petkovih protestih, in kot so bili danes že omenjeni, in tako naprej. Ja, vse to je mogoče res bistveno, da imaš pogoje, da se lahko spopadaš, ali pa recimo, da se lahko ukvarjaš s seboj, in z svojim, bom rekla, ustvarjalnostjo. Ni ustvarjalnosti brez nekih temeljnih pogojev. Dokler moraš ti študirati samo na, rečemo, fizično preživetje, je malo težko razvijati svoje duhovne, duševne potencijale. Ja.
Tako da tu bi že lahko marsikaj rekli. Ne? Kaj bi pa mogoče še rekli kaj o tisti razvijanju intuicije. Ne? V današnjem času se mi zdi, da ti velikokrat prav pride, če lahko uporabiš svojo intuicijo, ne samo svoje mišljenje, zaradi tega, ker te mogoče mišljenje ne more pripeljati tako daleč v svoji samouresničitvi, kot recimo skozi neko intuicijo, skozi svoj duhovni svet, razvijanje teh, rečemo, kvalitet individuuma. A veste, tukaj je res težko, a ne? Tukaj je res težko, ker ni več predpisano, kaj je duhovnost. A ne? Duhovnost ni več v duhovnih knjigah, a ne? Ni več v nekih tablicah, ni več v nekih predpisih, ampak pravzaprav duhovnost, torej živa duhovnost je tisto, kar mora človek narediti sebe, torej človekov, bom rekel, osebni duh, a ne? Lahko bi rekli, da človek, a ne, zaradi svojega hipertrofičnega razvoja, razuma, je oddaljen od neposrednega življenja. In vendarle, ves čas teži k temu, da bi se spet nazaj spojil s celoto svoje biti, s celoto narave, s celoto stvarstva. In k temu ga silijo njegovi simptomi. Torej, simptomi so zelo pomembni. Simptomi pomenijo priložnost za razvijanje duhovnega življenja. Torej, če sem depresiven, je to moj simptom, zaradi katerega začnem lahko delati na sebi, da bi ugotovil, kaj moram narediti z intuicijo, bom prišel na intuicijo, da bi pravzaprav lahko izšel iz depresije in moram sam pogruntati, kaj je tisto, kar moram narediti, da bi spet bil povezan z življenjem, z svojo duševnostjo, z svojim duhom, da bi uresničil svojega duha in da bi konec koncev tudi razmišljal, da bi lahko popravil svoje razmišljanje zato, da bi lahko dosegel večjo kakovost svojega življenja. Zdaj, kako to naredim? Kako se pravzaprav učim odpiranja intuicije? Ne? Kaj lahko naredim? Ne? Uganiti moram, pogruntati moram, kaj je tisto, kar lahko naredim, kar me na nek način osrečuje, kar mi daje ne toliko smisel življenja, ki ga lahko razložim, ampak pomen. Naprimer, če jaz uživam v botaniki, potem vem, da recimo obnova mojega duhovnega življenja je skozi botaniko, je skozi proučevanje rastlin, gojenje različnih rastlin, proučevanje različnih rastlin, delo z naravo in tako naprej. To je tisto, kar mene osebno osrečuje. In seveda, velikokrat ne vemo, kaj je tisto, kar nas osrečuje, ampak poskusimo lahko. In pri tem nam zelo pomaga naše otroštvo. Torej, kot otroci smo živa, intuitivna, duhovna bitja. Kot otroci smo bliže svojemu duhu, ker še nismo toliko razvili svojega uma in razuma, in vsi imamo svoje otroške sanje, otroške fantazije. Naprimer, jaz sem pač generacija, kjer me je mama prišla iskat, v vrtec, in sva šla gledat pristanek na Luni. In ko sem jaz videl to podobo, sem jaz sklenil, da bom kozmonavt, bom rekel. Kozmonavt. Jaz bom kozmonavt. Ne? In jaz sem vedel, da bom kozmonavt. Potem sem na to pozabil. In sedaj sem kozmolog.
ker se ukvarjam s simbolno kozmologijo, z arhetipi, ki so v simbolnem zapisu kozmologije. A ne? In takrat, ko sem se jaz zavedel te svoje otroške fantazije, da bom jaz kozmonaut, da bom jaz kozmolog, a ne, se je meni odprl kozmos. In pravzaprav to intuicija je pravzaprav povezava s svojo lastno bitjo, temu, kar je filozofija imenovala bit. Torej, prva bit je bila bit sveta in hkrati človeka in ta nas na nek način rojeva. To je ta duh, kateremu se vračamo, ki je po eni strani generalen, splošen, kolektiven, ampak je tudi osebni duh. A ne? Osebni duh se odčitava v človekovih tipičnih dejanjih. Osebnega duha prepoznamo recimo pri pokojniku ne toliko potem, torej prepoznamo ga predvsem potem, kaj naredil in česa ni naredil, čemu se je uprl, a ne, torej v dejanjih. In paradoksalno, a ne, največjo tisto izraz človekovega osebnega duha, njegove intuicije je v dejanjih. Ne? Kaj, če ti duhovnost, če nisi nič naredil iz nje? To je, pokaži, kaj si s tem, da narediš. Pa čeprav paradoksalno, pa čeprav kontradiktorno, naredi to, kar čutiš, kar ti nalaga tvoja lastna intuicija in s tem boš sebe potegnil ven iz depresije, s tem boš sebe odrešil, s tem boš postal individuum, a ne? S tem boš živel naprej od Jezusa in s tem boš tudi seveda se poklonil Jezusu, ki ga zapuščaš, a ne, ker si postal individuum. Tako da ni treba izstopiti iz cerkve. Čeprav tudi na ta način so nastali nekateri veliki individuumi. Torej, narediti tisto, kar iz tebe naredi duha, ne, je tisto, kar je pravzaprav naloga intuicije in problem je v tem, da nimamo več kolektivnega predpisa, kako to narediti. Ne. Vsak mora svojim kogitom pogruntati, zapopasti, ugotoviti, ne, kaj je tisto, kar njega pravzaprav osrečuje in kaj so tista dejanja, ki vodijo v stvarjenje njega samega kot individuuma, kot nekoga, ki živi svoje lastno življenje, ki dela svoje lastno življenje, torej, ki ne samo, da rečem, filozofira svoje življenje, ampak ki ga dela, ki ga ustvarja s svojimi dejanji, ampak tudi z nedejanjem. S tem, da se vzdržimo dejanj. Jaz dolg časa nisem šel na volitve, pa sem pa bil prvi. Tako da so tudi nedejanja. Ne? Aha, ja, sej pokojni profesor Janžekovič je enkrat svojim študentom teologije še v onih železnih časih razlagal, ko so ga sprašvali o grehu. Ne? In je rekel, ne ukvarjajte se toliko s tem, kaj ste narobe naredili, ne? Ampak rajš se ukvarjate s tistim grehom, ne? Ki pomeni, da ste neko dobro delo ali pa nekaj dobrega opustili. Ne? Da najbrž nekaj je na tem. Ne? Ampak bi se še mogoče malo navezala na tisto, kar delamo. Mogoče je pa še zopet eno provokativno vprašanje. Ni mogoče, da pa včasih pa to tudi ni dobro, če se malo, rečemo, dotaknemo narcisoidnih osebnosti, ki jih naplavlja na pozicije moči. Ja. Tako, ne, tako mislim, da tukaj komentar ni potreben, da ste že povedala, ne, in da torej, zavedanja še nimamo, a ne, da po te odgovornosti do kolektiva, a ne, do kolektiva, odgovornosti do kolektiva, a ne, če imam pozicijo moči,
kot direktor, kot politik, a ne, da imam pravzaprav na meni se kreše pravzaprav ta odločitev, ali bo neko blagostanje doseženo ali ne bo doseženo, a ne, da ne gre samo za gašenje požara, ampak gre pravzaprav za mene, a ne, je nek tak človek Gorbačov, a ne, ki je razmontiral sovjetski sistem. Ali pa James Oglethorpe, ki je pravzaprav bil odločilen, da je bilo suženjstvo ukinjeno. To je za mene človek, ki je bil odgovornost za kolektiva. To so te ljudje, ki so nekaj naredili. To je bil človek, ki je vedel, da kolektiv mora služiti individuumu, ker edino tako bo kolektiv dobil individuume, ki bodo pomenili razvoj kolektiva. Torej, ne gre samo za manjšine, za to, da moramo dati prostor in veljavo manjšinam, na Slovenskem, Koroškem in druge. Vsi smo ta manjšina, vsi smo ta manjšina, vsi smo ta individuum, ki nastaja, in od katerega je pravzaprav odvisen razvoj kolektiva. In to je pravzaprav zelo, zelo pomembno, se zavedati. In pravzaprav to zavedanje se rojeva zelo počasi. Navrgla bi še strah. Kakšno vlogo pa ima po vašem strah pri odkrivanju ali pa poganjanju samega sebe v smislu vse nas je zelo strah. Svetlobnega cikla. Kakšnega? Svetlobnega. Vse nas je zelo strah, strah nas je vsega, strah nas je, da ne bomo mogli živeti svojega življenja, da bo prej smrt. Dobro, strah nas je tudi, kadar nas ustrahuje režim. In seveda premagovanje strahu je ena velikih nalog, še posebej če se mečkano ozrem na sedanjo situacijo v post-covidnem času, ko smo vsi ustrahovani, torej po covidu smo ustrahovani, z vojno smo ustrahovani, z ceno elektrike smo ustrahovani, z novim covidom smo spet ustrahovani, ki pa je razsaja. Torej, ves čas smo ustrahovani in naloga strahu je mobilizacija. Kaj lahko naredim zaradi strahu, ki ga imam, da ga premagam za sebe, za pomembne druge, za kolektiv, ravno zato, da se spomnim, strah je tudi evolucijsko pogojen. Tisti ljudje, ki so čutili strah, ki so se ga zavedali, so mogoče pogruntali, da je način, da živijo svoje življenje, da se borijo, da premagajo, je hkrati dve muhi na en mah, premagajo strah in živijo svoje življenje kljub strahu. Strahu navkljub. Torej, strah je potreben, da ne zaspimo. Torej, ljudje zaspimo. Torej, te zlate dobe ni. Torej, ne prideš na zlato vejo in potem živiš tako do konca življenja. Čeprav tudi to je arhetip, arhetip zlate dobe. Zdaj le bom delal 20 let in potem imel toliko denarja, da ne bom več rabil ničesar, nobenih konfliktov. Torej, to je arhetip, ki pa se enkrat neha in se začne individuum. Torej, arhetip in individuum gresta vsak po svoje. In ni spanja na lovorikah in strah nas spomni, da moram živeti svoje življenje. Torej, vsako jutro moram začeti znova. Vsako jutro moram narediti dejanja, da si ustvarim dan. Če si ga ne ustvarim, sem v depresiji, sem v praznini. In če razumemo strah na ta način, kot vzpodbudo, ker me je strah, ker me je strah, ne vem, revščine, moram imeti službo, moram to in to narediti, ker me je strah neke izgube, grem to in to narediti, nam lahko pomaga, če ga prepoznamo kot, bom rekel, individuacijski izziv.
Ja, Torej, ne je pa- kot žrtev, a ne, ampak kot izziv, a ne, nekaj narediti, živeti svoje življenje, kljub strahu, a ne. Poskusiti delati naprej, a ne. Pri šestici, a ne, sta me ustavila, torej pripeljal avto za mano z lučmi in sta me ustavila policaja, ker je bilo 20:09 in sem povedal, da grem iz službe. In potem ga je policajka ga je mirila, pust ga, a ne vidiš, da je ta človek v redu, pust ga, ne, pa kaj pol, če je 20:09, ne. Torej, jaz sem hotel iti peš domov, nisem hotel iti z avtom, ker če grem peš domov, se nadiham, kljub strahu, a ne. In sem se nekako izvlekel, a ne, ampak takrat sem doživel, se mi zdi en tak moment odločitve, da sem pravzaprav kljub strahu, a ne, naredil dejanje zase, a ne. Nekaj za to, da sem zvečer, sem se vlegel pot, da sem rekel, v redu je, a ne. Dobro je, narejeno je, ne, narejen je dan, ne. Ja, je pa najverjetneje zelo komplicirano tole se izvleči iz nekega strahu, ne? Glede na povečano depresivnost mladih, pa povečane psihične težave mladih, se mi zdi, da je to kar precej problem, ne? Po drugi strani stres, ki ga prinaša vsakodnevno življenje. Psiha, ne. Psiha, ja. Psiha, jaz temu pravim psihični kogito, a ne, ker ravno tako kot mislim, tudi čustvujem, prepoznavam psihične podobe, čustva na eni strani, na drugi strani podobe iz sanj, aktivna imaginacija, ne. Torej ta psihični kogito, kot sama veste, vi ste iz Foha, a ne deluje na razumevanju, a ne razumevanje psihe deluje na drugačen način kot razumevanje misli in pojmov. In zelo pomembno je pri psihičnem kogitu pravzaprav povezanost. Je ta panacea, a ne, je tisto, kar pomaga pri strahu, a ne, že pri otroku in tudi kasneje. A ne, in psihoterapeuti vemo, a ne, da povezanost je pomemben protistrup strahu, a ne. Torej biti povezan s seboj in tukaj vključuje tudi prepoznati strah, ne biti sužen strahu, videti, kje so konkretni razlogi, videti, kje so razlogi v preteklosti, torej historični razlogi, kje si bil ustrahovan že v otroštvu, da zdaj trzaš na vsak držlaj, ki pomeni spet aktivacijo strahu, in na drugi strani biti povezan med sebojno, a ne. Torej, odločitev, a ne, kdaj kršim, a ne, nek predpis, a ne, je na osnovi tega, kaj pomeni, kaj je večji pomen za moje življenje, a ne. Za tako življenje, kjer bom tudi v službi drugih najbolj kakovostno lahko upravljal svoje delo in poslanstvo, na primer, pomeni lahko razlog zame za premagovanje strahu. Kje pa pravzaprav vidim strah kot pomemben znak, a ne, da pravzaprav pred mano je tudi kolektiv, a ne. Torej, tukaj so drugi ljudje, a ne, in zaradi tega se bom, ker me je strah nečesa, mogoče je pa to predpisano z nekim razlogom, da se pravzaprav podredim neki situaciji, a ne, in poslušam ta strah, zaradi katerega potem ne pridem v nevarnost, a ne bom delal gladovne stavke pred parlamentom, čeprav se ne strinjam z režimom, a ne, ampak bom ta strah pač, ga bom poslušal, a ne, in bom za nekaj časa poslušan državljan, da tako rečem, ne, ubogal zakone, a ne, kje pa pravzaprav grem, a ne, ravno zaradi tega strahu, da mojega življenja več ne bo, kontra nekemu ustrahovanju, da tako rečem, zastraševanju, a ne, kaznovanju, represiji mojega življenja. In
razlikovati med obema, se mi zdi res naloga, prej ste omenila intuicijo, duhovnega razvoja, prepoznavanja svojega osebnega duha, bom rekel, mogoče tudi osebne podobe Boga, kaj je meni sveto, kaj je tam na prestolu, ali je to življenje, ali je kaj drugega mogoče. In poslušati ta glas vesti, se mi zdi, pomeni tudi ne biti ugovornik vesti, če mogoče lahko najdeš drugačno pot. In najdeš mogoče pot danes, ko tukaj govoriva, ali pa kje drugje, povedati, kaj se ti zdi pomembno za premagovanje strahu. Ja, smisel za sveto je pomembna stvar. In se mi zdi, da danes zgineva občutek za sveto, zaradi tega, ker se tudi, bi rekla, stvari na organiziranih religijah profanizirajo in izgublja tista kvaliteta svetega. Hodimo moliti na Kongresni trg, če glih molite v samoti, v tem smislu. In jaz mislim, da tukaj mladi nimajo pravzaprav ene zelo dobre perspektive, da bi lahko prišli do tega občutka svetega, ki bi jim pomagal sebe graditi, kot individuum. Mogoče tukaj bi dodal, da je treba poskusiti, kaj je tisto, katere dejavnosti so tisto, ki moje individualno življenje plemenitijo. Torej, pri katerih dejavnostih pridobivam pri občutku svetosti. Torej, katere dejavnosti, katera dela, katere dejavnosti, kaj je tisto, kar lahko naredim, da uveljavim, bom spet rekel, svojega osebnega duha in s tem afirmiram svetost svojega življenja kot individuuma, pa tudi svetost življenja kot kolektiva. In mislim, da ko delamo na sebi, ko gremo v globino, ko se zazremo v vase, ko dosežemo ta zaokret vase, se to rojstvo pričenja. To je spet smrt na križu, bom rekel, to je tisto, kar se zgodi po smrti na križu. In to je nekaj, kar so že vedeli v antiki, že zdavnaj so vedeli v antiki v podobi Odiseja. On je potoval, on je bil edini od enakov, ki je potoval skozi podzemlje, ki je vzdržal ta peklenski odnos s čarovnico. In ker je vzdržal ta peklenski odnos s čarovnico, se je potem izkazala, da sploh ni bila čarovnica, ampak da je bila tudi njegova resnična ljubica, ki ga je ljubila in mu je zato dala možnost, da je potoval skozi podzemlje, kjer se je poslovil od svoje pokojne matere, ki je naredila samomor, ker ga toliko časa ni bilo, in tako posrečila se je ločitev od matere. In to je tisto, kar sicer v krščanskem mitu v Jezusu ni napisano, ampak lahko razumemo, ta zaokret vase, pot v globino, globine, ki so me rodile, da tako rečem, zazret se vase v svoje lastne, bom rekel, psihične komplekse, v svojo historičnost, v svojo zgodovinskost otroštva, družine, v kateri sem se razvijal, odraščal, travme, ki je vodila razvoj moje družine in na kateri pravzaprav jaz moram delati šele, ker šele jaz sem šel dejansko v delo na sebi in potem v delo, v poklic, ki pomeni delo z drugimi. Takrat se pravzaprav ta Odisej rojeva in to potovanje k sebi, v svojo globino, v svojo preobrazbo je tisto, ki rojeva
mene kot individuuma. Nič več ni fašistična država tista, ki nam lahko vse da, a ne? To geslo je bilo včasih, ampak je še danes aktualno, se mi zdi, da včasih vedno bolj, a ne, vse, kar ti lahko da, je tvoja država, a ne. Ampak vse, kar lahko dobiš, je to, kar si boš ustvaril sam, a ne, z delom na sebi, svojim lastnim pogledom, svojim lastnim kogitom. Kje sva že bila na začetku? Zakaj sem začel to? Kaj ste me vprašala? Kaj je bila iztočnica? Svetost je bila. No, in to je sveto, ne? In to potem postane sveto. Torej, kaj lahko tisti dan naredim, ne? Carpe diem, da bom zvečer, ko bom zaspal, lahko rekel, bilo je narejeno en košček svetega, a ne? In seveda hkrati tudi, kaj bom ves čas, a ne? O tem tudi refleksija, kako bom umrl. Kako bom, da v glavi rekel, dobro je bilo, sveto je bilo. Bila je vrlina, za katero sem šel. Ne? Tako bi rad umrl, ne? Tako bi jaz rad umrl. To se mi zdi res najbolj pomembno, a ne? Ta trenutek, da je življenje izpolnjeno, da je bilo borba, ki je bila do določene mere uspešna, ampak važno je bilo, da je bila borba. Da nisem obupal, da se nisem pustil, da sem pravzaprav naredil vse, kar je možno in da sem se znal pokoriti, a ne, omejitvam, ki so nujni del življenja. Se mi zdi, da tukaj noter najti to ravnotežje, se mi zdi res tista svetost, a ne, življenja. Tako, ki je tudi zapisana v svetovnem etosu, a ne, zlato pravilo, a ne. Narediti oboje, a ne, in zase in za druge maksimalno. In predvsem, kot bi rekla Cvetka Tot, a ne, ki je pokojna, na predavanje sem včasih šel, a ne, angažirano, topla angažiranost, ne. Ona je takrat na teh svojih predavanjih že težko govorila, a ne, težko se je tudi že včasih premikala, ampak je dala vseeno, a ne, svojim telesom, tudi njene besede so bile redke, ne. Ona ni bila tako, da je kar naprej govorila. Ona je govorila, delala pauzo in potem spet gledala, a ne. Ampak je v tistem času, ko ni govorila, je telo delalo, ne. In torej ta topla angažiranost nekaj narediti iz sebe, a ne. V vsakem danem trenutku, a ne, Frankl je hodil po taborišču in sestavljal predavanje, ne. Tudi takrat je lahko nekaj naredil, ker je bilo življenje sveto, ker je vedel, da hoče svoje življenje živeti in je v tistem taborišču sestavil ne vem koliko predavanj, ne, razmislil zadeve, naredil zadeve. Torej, ves čas, tudi če nimaš denarja, lahko narediš svoje življenje sveto, ker tega ne bo nihče naredil. In nadaljuješ v novem življenju. Ja, ampak če je novo življenje, potem to nisem več jaz, ne, kot osebnost. Potem je nekaj, a ne. Je energija. In nekaj mogoče, ja, ampak jaz se bom poslovil tukaj. Dobro, pa bi mogoče midva zdaj tudi poslušalcem dala priložnost, da kaj povejo, kaj svoje razmišljanje, postavijo kako vprašanje, če se strinjate. Kakšna je pa zdaj vloga, recimo, cerkve potem, ne, recimo z njihovimi dogmami ali pa teologijo v cerkvi, pa s tem pogledam, bom rekla, novodobnim vašim, kako glede ta kombinacija? Jaz mislim, da cerkev je izjemno pomembna za določeno obliko svetosti življenja in da cerkev opravlja za en velik del populacije zelo pomembno vlogo. In da seveda A lahko definirate to populacijo, kakšna je v razliki za nekoga drugega? Bom rekel, ne vem, sej ni samo cerkev, ne, sej tudi recimo še danes Kdo sledi lahko danes temu, ne? se, Dogodkov v cerkvi? ja,
Torej smo tam v tistih oblikah čaščenja, ki so za nas žive. In tam pač delamo, živimo Boga. In eden od načinov živetja Boga je tudi Platonov Bog, ki ureja kozmos. Še danes bi lahko verjeli v Platonovega Boga in bi bili platonovski filozofi, in nam je to sveto. Tako da vsaka oblika, ki je strukturirana, ki omogoča, bi rekel, hišo, strukturo, v kateri opravljamo dejavnost, določene, bom rekel, molitve, mantre, dejavnosti, ki je za nas živa, je pač veljavna. Ampak, a ni v tem primeru neka, bom rekla, kreativnost individualno omejena? Torej, vendar ne sledijo tukaj ne vidim nobene razlike, torej, izhajajoč iz psihoterapevtske prakse. Torej, kaj je tisto svetišče, kamor hodiš, da bi pravzaprav dosegel, negoval, ustvarjal svetost življenja, ne igra nobene vloge. Kaj je tisti hram, v katerega se vračaš in ki ti je živ in v katerem, ker tudi molitev je dejanje. Vsaka molitev, vsako mantranje je dejanje, je treba nekaj narediti, je treba se udeležiti rituala. Kje počnem ta ritual? Seveda, pod predpostavko, da je za mene živ, niti ni pomembno. Če se lahko omejim samo na ta aspekt. Vsake cerkve, v kateri prisostvujemo obredu, oživljanju podobe Boga, svetega, opravljanju rituala, dejavnosti, ki opomenja, ki daje pomen našemu življenju, je v tem smislu sveta. Tako da ne vidim nobene razlike tukaj s kakšno drugo obliko duhovnosti same po sebi, pri čemer se seveda ne spuščam zdaj v sociološko pojavnost, neke oblike duhovnosti, institucionalizirane, tradicionalne ali manj tradicionalne, bolj novodobne in tako naprej. Tako da ne vem, če vam lahko sploh odgovorim. Se mi zdi, da se tukaj vendarle krešeta dva pojma. Nekaj ti slediš nekim napisanim molitvam, ki jih imajo tam v zvezkih napisane, v knjigah pravzaprav že zdaj, take knjižce in vsak dan predpisane molitve, ali pa ti, da ustvarjaš nekaj res konkretno sam. Ampak to je kar potrebno, Torej, potrebno je slediti nekim tablicam, ki predpisujejo duhovno življenje, dokler ne pogruntaš, da bi lahko tudi sam ugotovil s svojim kogitom, kaj je tisto, kar je pomembno, kaj je tisto, kar je sveto. In dokler tega nimaš, je boljše slediti temu, rdeči knjižci, predpisanim pravilom, zapovedim, ki so zapisane, ki so določene, zgodbam, ki so zapovedane in tako naprej. Ker če tega nimaš, potem nimaš ničesar. Tako da formalne oblike... To se pravi, da v bistvu Jungov stavek, da je gospa povedala na začetku, da je Bog v tebi, drži, in imaš kaj. Ja, zdaj, v bistvu, kaj zmoreš, Kaj zmoreš? Kaj zmoreš, koliko zmoreš, kam, Torej, mislim, da je bila velika škoda narejena v tistih primerih, kjer se je duhovnost v bistvu izničilo, kjer je bila v bistvu prepovedana oblika, in to je bilo tudi nažalost, pri nas, torej, kjer je bila duhovnost prepovedana, ker si moral pač verjeti v kliko, in tako rekel, v kliko ljudi,
ki predpisujejo, kaj je prav in kaj ne. In seveda te klike so povsod, te klike niso samo bile v komunistični partiji, pa še kje v kakšni drugi instituciji, ampak so povsod. Na vsakem strokovnem področju imamo tudi klike, ki predpisujejo, kaj je treba in kaj ni treba. Ampak dokler ti nimaš svojega mnenja, pač si del tega predpisa, torej si del tega kolektiva, si pač na tej, bi rekel, v tej fazi, da pravzaprav še nisi individuum. In na nek način je to način, kako človeštvo sploh preživi, kako človeštvo sploh gre naprej, kako se človeštvo sploh lahko vzpostavlja red. In je rekla, mislim, res ta ljudska modrost, natakarica v moji gostilni, je rekla, poslušaj, red mora biti, čeprav slab. Red mora biti. In zdaj, če nimaš, če so pač ovce, rabijo predpis. In vsi smo tudi ovce, ker nimamo povsod svojega mnenja in rabimo pravzaprav predpis, rabimo institucijo, rabimo imeti okvir, ki se ga držimo, ker pač to je to, kar lahko naredimo. Lahko potem mogoče še razložite to dejstvo, da se pravzaprav nekje se mi zdi, da vendarle sodobni svet pravzaprav negativno gleda na nek individualiziran svet. In vendarle vi govorite, da je to v bistvu vsega. Ja, ampak Se zelo negativno gleda na to. Recimo danes vsak reče posameznik, vse je posameznik, vse je ena enota, nič se ne sodeluje in tako. In kako je zdaj s tem, recimo? Marija, boste vi še kaj? O narcisizmu ste začela govoriti. Ja, in ne vem, če sem jaz tu točno za to. Jaz bi se mogoče prej malo navezala še majčkeno nazaj. Strukture so zanesljivo potrebne. Sam problem pa nastane, če so take strukture, da ti preprečujejo tvoj razvoj. Da so dogme pa predpisi toliko močni, da ti ne moreš izoblikovati rečemo neke svoje molitve in iti v svojem duhovnem razvoju naprej, ampak te na nek način silijo, da se držiš tistih struktur, ki so institucionalno predpisane. No in tukaj se mislim začne, Tukaj se lahko začne rojstvo individuuma. Ko čutiš in se moraš odločiti, ali boš sledil temu še naprej, pokoril se, ali pa boš začel delati na sebi, zato da odkriješ. Ja, če prepoznaš. Ja. Lahko, ja, ampak na voljo je alkohol, na voljo so antidepresivi, na voljo je samomor, na voljo je promiskuiteta. Ja? Torej, je kar nekaj načinov, kako se izogniti temu, ali pa pravzaprav narediti nekaj drugega. Ja, to so nevarne stvari. Ja. To so nevarne stvari. Zdaj pa, če se še mogoče na tisti individualizem obrnemo, jaz mislim, da vseeno nekako niso stvari tako zelo krute pa enosmerne, da bi res šli samo v individualizem, zaradi tega, ker tega si enostavno ne moremo privoščiti. Zdaj, da smo videli pri poplavah, z poudarjanjem individualizma ne bi prišli nikamor. Smo morali pristati na neko solidarnost, ki je mogoče na nek način bila dost kratkega veka. Mislim pa, da tisti del, ko pa vseeno, verjetno vi mislite tisto, da je človek sam za sebe odgovoren, da je človek samo sam za sebe odgovoren in da ne more pričakovati od skupnosti nobene solidarnosti, nobene pomoči in tako naprej. To absolutno ne drži, to so neoliberalne mantre, ki pa sem jaz zelo prepričana, da dolgo ne bojo mogle ali pa večno ne bojo mogle zdržati, zaradi tega, ker tudi planet tega ne bo prenesel.
Na nekem trenutku se bomo morali ustaviti, pa se bomo morali zavedati svoje sicer individualne odgovornosti za, rečemo, katastrofe, ki se nam dogajajo, ampak po drugi strani pa tudi pristajati na sodelovanje, solidarnost, na skupno ustvarjalnost, na skupno delo. Ja, to je tisto, kar ste vi rekli, kako en drug izraz to uporablja, neka povezanost, ali kaj ne? Ja, to je tisto, kar ste vi omenili. Mislim, element gradnje, povezanost. Torej, jaz vidim človeka predvsem kot kolektivno bitje, ne? Ker ves čas nas kolektiv omogoča, da se razvijamo, ne? Sploh v prvi polovici življenja. Kolektiv nam daje možnosti, kolektiv nas šola, v družinskem kolektivu zdraščamo, ne? Žrtvujemo se za kolektiv in vse to, kar se zgodi potem, ne, je samo razvoj, ki je pač iznad tega, ali pa razvoj, ki je fakultativen, ali pa razvoj, ki se zgodi. Ne. Jaz pravim tudi, da pravzaprav, če hočemo biti individuum, ga moramo ukrasti, ne samo ustvariti s svojimi dejanji, ampak ukrasti moram sebe kot individuuma. Torej, nihče mi ne bo povedal, Matjaž, zdaj pa pejt, pa naredi tole za svojo osebno srečo, pa da boš doživel svetost življenja. Ne bodo. Ne? Mogoče bom lahko participiral v tem, kar je kolektivu sveto. Ne? Torej, vsi participiramo v tem, kar je kolektivu sveto. Vsi častimo trenutno, torej častili smo COVID, socialno izolacijo, vsi smo se klanjali temu, potem smo se klanjali, častili smo vojno, zdaj častimo draginjo. Torej, vse, kar je v duhu časa, mi častimo na tej kolektivni ravni, ampak pravzaprav svoje življenje pa kolikor ostane. Tisto, kar pa si sam ustvarim za osebno srečo, pa kolikor zmorem. Nažalost je tako, ampak ves ta razvoj je fakultativen. Ves ta razvoj ni predpisan individuuma. Čeprav kolektiv dela za individuume, kolektiv vlaga v individuume, kolektiv tudi pusti individuume, če ne grejo proti temu kolektivnemu duhu časa, če niso preveliki razgrajači, če niso res naredili nekaj, kar je res kontra kolektivu. Kolektiv pusti te individuume. In to so individuumi, ki so veliko ustvarili in še vedno veliko ustvarjajo in jih kolektiv ve, da jih rabi. Samo ne bo pa nikoli rekel, zdaj si pa ti ta izbran, s tebe bomo pa dali, razen v nekih primerih, ko se izbere neke odlične otroke, iz katerih pol včasih tudi nič ni, ampak sam moraš izbrati. In to je ta naloga, po Jezusu, po smrti Jezusa na križu, pot v globino, rojstvo samega sebe kot individuuma, ki ni predpisana, ki tudi ni institucionalizirana. Nimamo duhovne vzgoje v šolah. Da bi imeli predmet, duhovna vzgoja, kjer bi pa rekli, veš kaj, Jana, ko boš pa ti malo večji, pa ne bo sam šlo samo... v cerkvi vprašljiva, če je. Ja, mogoče. Ne hodim, pa ne vem. Ampak v šoli bi lahko Janeska učili ne samo to, ko boš pa velik, boš pa uspešen, pa ne vem kaj, pa družino boš imel, pa vse boš, pa avto, pa vse pa to, ampak ti boš tudi raziskoval, kako se iz sebe nekaj narediti, kako boš postal ti zadovoljen, izpolnjen, kakovostno živeč posameznik, in kako boš našel eno svojo pot. Tega pa recimo uči neka babica mogoče, ki je že toliko let živela in mene babica rekla, rojena 904. Jaz sem bral časopise, ker sem bil pač zvedav otrok in sem bral na glas časopise pri 6 letih in je rekla, Matjaž, to pa ne smeš tako jemati, kot da bi bilo res.
To, kar v časopisih piše, ponavadi ni res. Jaz sem si mislil, joj, kako je ta moja babica, kako res ne ve, da je to res, da je to čista resnica. In potem sem, torej, šele po 40 letu sem jaz ugotovil, da je imela prav. Torej, da je to odvisno, kako gledamo te kolektivne novice, ampak v nekem oziru so za moje individualno življenje laž na laž. Laž na laž, ne. Seveda, odvisno, kako gledamo, ampak imela je popolnoma prav, ne. Ker ti bolj pomisel, kaj je zate pomembno. Ne? In to mi je že takrat rekla in sem se zdaj spomnil. Ne? Torej, te stvaritve, tega elementa stvarjenja, ki je bil prej v Bogu, ki je bil prej v posnemanju Jezusa, ki je bil prej v stvarjenju 6 dni, in ki je tudi, bom se spet vrnil k Cvetki Tot, ona je rekla, filozofija je bila do novega veka dekla teologije. No, jaz temu napravim dekla teologije, ker takrat sta bili filozofija in teologija poročeni, in krščanski pogled je bil na Zahodu hkrati tudi filozofski, metafizični model, vsega nefizičnega, vsega duhovnega. Ko se je ta vez prekinila, torej moram ustvariti sam. Torej, ne morem več slediti. Zdaj, zakaj se je to spremenilo, tega nihče ne ve. Zakaj, ker naenkrat smo prepuščeni kot ovce, torej, starega duhovnega modela več ni, lahko probam slediti še kakšni formalni religiji, ampak kaj pa potem? Torej, življenje po Jezusu je življenje odrešitve sodobnega človeka, kaj naredi, kako dela na sebi, kaj prepozna kot sveto, kako tudi, v angleščini izraz, to pay respect, ali pa v nemščini je, mislim, da je respekt zollen, a je nekaj tacka, torej, ja, respekt, ja, ampak tudi zollen je, ne sam zahlen, in v kolektivu, kako imam odgovornost do kolektiva na en strani in na drugi strani do svojega življenja. In tukaj se mi zdi, da je ta odrešitev, ki je potrebna po Jezusu, po smrti na križu, v novem veku, ko ustvarjam pravzaprav ta svet s tem, kako razmišljam, kako ustvarjam svoj mindset, da rečem, svoj osebni način razmišljanja, na eni strani, na drugi strani tudi pogled na svet, prepričanja, filozofska prepričanja in kaj naredim konec koncev za to, da ohranjam sebe v neki kondiciji, da mi, ko ste umela intuicijo, kar se mi zdi zelo pomembno, torej, da ohranjam pomen življenja v tem kolektivu. Pa tudi, če je sranje. Če je sranje, pomeni, da je lahko boljše. In kaj lahko jaz naredim in zase in za druge, da je boljše. Da imam občutek, da sem nekaj naredil. No, zato je pa najverjetneje tudi pomen individuuma, da prispeva tisto, kar je samo njemu lastno, ali pa avtentično, ali pa njegova sposobnost prispevati nekaj, kar drugi ne morajo, za razvoj kolektiva. No, to se mi zdi pa že kar en vrhunec, Marija, res en vrhunec individuacije, da človek pogrunta, da je to nekaj, kar hkrati njega osrečuje in da pravzaprav ima priložnost tudi videti, da je to nekaj za, bi rekel, za skupno dobro. Tukaj se mi zdi pa, da prideta skupaj res individuum in kolektiv, v cerkvi ali izven cerkve, sploh ni važno, v podjetju ali izven podjetja, v družini ali izven družine, vse povsod. Še kakšno vprašanje, še kakšna pripomba, razmišljanje? Stane, izvoli. Bi se vrnil na tisto, da če nekaj ni v človeku, se pravi, če nekaj ni dojel, je bolj, da je predpisano, ne? Ja.
pojdimo v staro zavezo, geneza. Ustvarili bomo človeka v svoji podobi, gospodoval po naravi, podrejal si okole. Navodil pa ni. Se pravi, v sebi človek definitivno, gledano globalno, nima prav občutka za naravo, predpisa pa ni. A ni to scenarij za katastrofo, ki se seveda že dogaja? Tako kot pravo, ki moraš luknje vmes videti. Zdaj ne vem, kje bi to zagrabil, ampak ena od možnosti, kako narediti boljši odnos do narave, je opazovati posledice dejanj, ki jih sam narediš. Torej, se pravi, edino tako se učim. Bom obrnil zadevo, pa bom rekel, kako je narava odvisna od človeka. Drevesa v Sankt Peterburgu rastejo, odkar je človek tam. Ta drevesa tam rastejo na zelo visoki zemljepisni širini in tam po naravi dreves ni. Ampak drevesa so zdaj tam, izjemno lepa, visoka drevesa, ker je tam človek. In to mesto, ki je čudovito, je polno teh dreves. To se pravi, človek lahko vidi, kako vpliva na naravo v obeh smereh. In če se človek uči, torej ta povratna zanka, kaj naredi z naravo, lahko pridobiva znanje, kako preživeti. Torej spet ta kogito, ko nekaj naredim, lahko opazujem posledico svojih dejanj in na ta način se svet spreminja. Ampak kje je točka preloma? Koliko individuumov mora to prepoznati, da to rata kolektivno? Ja. No, tako. To pa za vsako reč velja. Tako. Tako, ja. Ja. No, a vidite, to je zdaj resnični izziv, To, kar si rekel, se mi zdi pa res izziv sodobnega časa, kako prepoznati, da človek kot kolektiv nima ega. Torej, težko bi govorili o nekem kolektivnem egu. Vsak človek, ki je, ima nek svoj ego, svoj jaz in svoj kogito, ki je funkcija tega jaza, ampak kolektiv pa deluje na podlagi tega, kar individuumi naredijo. Ali pa ne naredijo, ali pa spoznajo, ali pa ne spoznajo. Znanost je najboljši takšen primer. Znanost nastaja kot sinteza individualnih ugotovitev in skupinskih ugotovitev. In to sestavlja znanje, ki je tudi čaščeno na nek način kot sveto. Ampak to je en proces, v katerem smo, ki pač, če ne gre drugače, je pa vojna. Je pa še ena verjetnost, oziroma ena možnost. Če človeku je bila konec koncev dana svobodna volja, vsaj tako se govori. To pomeni, da bi morali biti sposobni prepoznati tudi stvari, ki niso zapisane. Če tega ne uspemo, je civilizacija konec. Oziroma, ena druga bo dobila isto možnost in ponudila vajo. Ja, samo svobodna volja tudi ni absolutna. Ja. Ni absolutna kategorija, je v nekem Ja, če je kontekstu. svobodna, ali pa ni. Ali pa ni svobodna, pa ne svobodna volja. Mogoče je problem v tem, ker ni več zapisana, ni treba več poravnavati z nečim, kar bi bilo predpisano. Ampak jo lahko uravnaš kvečemu svojim etičnim glasom, ki prihaja iz tega, ko se zazreš vase, torej, ko delaš na sebi in ugotoviš to. To pa je težko. Ni treba več prepoznati Božje volje,
kot je bila, ampak to božjo voljo moraš tudi sam na nek način ustvariti. Da se mi skozi dotikamo tudi vzgoje. No, Jaz okej. tole poslušam, ko delam, kar delam. Gledam recimo Glaserjev diagrama. On je lepo naslikal, kako je recimo zadnjih 100 let, če odmislimo 23 zadnjih, se pravi 1900 do 2000, šel razvoj tehnologije, torej v nebo, kako je šel pa razvoj človeka. Da če je temu verjeti vodoravno, ampak to dejansko je, torej ni razvoja sploh. Dejansko, če gledamo vojna levo, vojna desno, vedno več jih je stiska. Ampak kdaj pa gledamo, otrok ima, kar mu daš. Včasih, kot si rekel Matjaž, je bila ta nekako je bila ena opora, rečemo temu, če je bila to v veri, rečemo. Danes, recimo, gledamo šolo. Poglej, zdaj, ko je bila ta želja spremeniti šolski program, kaj si slišal? Še več umetne inteligence, seveda, ampak govorimo o osnovni šoli. Ko poslušaš strokovnjaka, govorimo o Mihu Kramlju, ki se ukvarja z kemičnimi odvisnosti, on pravi v osnovni šoli umetno inteligenco ven. Prav, če vam bi jaz pokazal primere, s katerimi se ukvarjam, ne bi rabil razlaga zdaj. To se pravi, je zelo škodljivo za otroške možgane, pa jim dajemo še več tega. Po drugi strani tretji NPZ uvajamo v osnovno šolo. V tretji razred. Pa nacionalno preverjeno znanje. Torej to, potem inteligenco, torej to IQ, še bolj in bolj in bolj. Kje je tukaj emocionalna inteligentnost? Kje je tukaj duhovna inteligentnost? Otrok ima, kar mu daš. Jaz mislim, da tukaj je treba se kot kolektiv malo vzeti v to. Ne vem, kaj ti misliš, Matjaž? Ja, predvsem telo, mislim predvsem na telo, a ne na fizično telo, na fizično prisotnost, ki kravžlja možgane, a ne. Kot je ugotovila kognitivna znanost, pa ne samo kognitivna znanost, ampak to, kar s telesno prisotnostjo doživim, ne spreminja in mene in druge. Ker tisto, kar pridobim s telesno prisotnostjo, vključno z mimiko, načinom govorjenja, tonom glasu, prisotnostjo v času in prostoru na istem mestu, je nekaj, kar spreminja mene in okolje. Tako da ta telesni kogito, da tako rečem, telesni ego, moje telo, se razteza v fizično okolje in vpliva fizična prisotnost na to, kako se pravzaprav stvarnost oblikuje. In spet bom navedel kognitivno znanost, čeprav ni edini, ampak je pa pomemben, torej brez telesne prisotnosti nimamo istega učinka stvarjenja sebe in okolja in podobe okolja okrog nas. Tako da en način, kako se preprečuje nastanek, bi rekel, zdravega individuuma, je tudi tako, da se preprečuje telesni stik. Ali pa v stanju, torej preprečiti razvoj človeka kot individuuma je preprečiti njegovo telesno udejstvovanje. V Guantanamu najhujša oblika mučenja je bila ta, da so zapornike prenašali v kletkah, torej da so jim preprečili celo hojo. Torej, vsaka deprivacija na telesni ravni ima učinek hiranja človeka, torej njegovih kognitivnih sposobnosti, ampak tudi torej vseh sposobnosti. In torej, to bom rekel, to je jasno, to nam je sedaj jasno. Torej, telesni kogito, telesna prisotnost, delo na telesu, telesno udejstvovanje, biti fizično prisoten eden z drugim, vlagati v to, da se fizično, da se z otroki, bom rekel zdaj, z otroki fizično dela, torej fizične prisotnosti delajo nad vse pomembno. Torej, vsekakor je tudi
a ne, torej, recimo, govori se v kognitivni znanosti o utelešenem umu, a ne, utelešeni ima korektiv, da ne postane perverzen. Torej, um in razum zelo hitro postaneta perverzna, če nimata stika s konkretnimi okoliščinami. Že Immanuel Kant, praktični vsaka presoja mora biti glede na praktične okoliščine, situacije, ki so. Torej, ne da se presojati nečesa, če nimaš stika z konkretnimi fizično-materialnimi okoliščinami in ne moreš narediti sodbe, če pravzaprav nisi upošteval tega praktičnega razloga, zaradi katerega, ki je odločilen pri oblikovanju vsake odločitve, vsake sodbe, vsakega mnenja, tukaj preverjene znanja, naprimer. Torej, sej tukaj je ogromno enega korektiva bi bilo potrebnega, ko se dela z umetno inteligenco. Pa ne samo umetna inteligenca, torej tukaj je umetno življenje. Ne vem, če poznate to. Torej, ideja umetnega življenja je, da bi ustvarili umetno evolucijo. Torej, da bi ustvarili prvič umetno celico, potem torej, da bi umetno ustvarili živa bitja, ki bi potem živela med nami in ki bi živela svoje življenje in vstopala v umetno evolucijo, v svoj nadaljni razvoj. Ampak to je pravzaprav ideja, ki izhaja iz uma, ki ne izhaja iz telesa, iz telesnega življenja, kje smo, kaj smo, torej iz narave. Torej, koncept telesnega sebstva pomeni, da jaz kot fizični ego je samo en del moje celote na telesni ravni. Zdaj je ta dvorana del moje telesne celote. Torej, to je moje telesno sebstvo, to je moja telesna, ker sem tukaj, ker se nahajam v tem prostoru tukaj in zdaj. In šele, ko sem tukaj in zdaj, vidim luknje v svojem filozofiranju o tem, kaj je. Sem danes videl ogromno lukenj. Šele danes, ko sem tukaj in zdaj in ko tukaj govorim, vidim, koliko je vse pomanjkljivo, koliko je nepopolno, koliko ne znam povedati, koliko še rabim narediti zapiske, pa še kaj izpopolniti, da bom znal boljše povedati. Ampak to šele potem, ko sem nekje fizično prisoten, ko samo zadovoljno doma sedim ali pa online, klepetam, lahko marsikaj napišem, pa se skrijem, ampak takole pa ne več. Tukaj sem, tukaj in zdaj, in šele takrat se lahko, bom rekel, upgradam, zamislim nad sabo, postajam boljša verzija sebe in z refleksijo, ki je posledica praktične izkušnje, v tem primeru mojega telesnega kogita govorjenja z vami, Marija, s Tanetom, z Albertom in z vsemi skupaj, se nekaj lahko zgodi, kar mi bo ostalo. Bom mogoče lahko in bom imel materijala ogromno. Če bi pa torej samo nekaj bral, poslušal navodila, bi bilo pa to precej manj. Tudi online bi šlo, ampak bi bilo pač manj, manj bi bilo načinov, kako lahko ustvarim iz sebe še nekaj boljšega za prihodnost. Ni mogoče to povezali z, bom rekla, neko stavkom, da absolutnega ne moreš doseči, kar pravzaprav poganja vas razvoj. To je tudi to, kar ste zdaj še vedeli na sebe. Bi mogoče potlej zdaj, če smo na nek način izčrpali te teme, zaključili, se zahvalili Albertu za organizacijo. Vabilo in zahvala. Najprej povabljeni, poglej, tudi Borut je včasih vzel, pa prišel. Borut, zdravljeni. Povabljeni, da pridete, pa še sami imate kakšno delavnico, koga povabite. Ko se je Matjaž javil za 21. december, se je tudi Miha Kramli javil, tako da ga bomo tudi povabili, iščemo termine. To je eno, da je še ducat takih osebnosti, kot je Matjaž, da jih moramo dobiti, da se bomo pogovarjali. To je eno.
Zdaj pa res zahvala Matjaž tebi, Marija tebi, kak čudovit večer sta pripravila, a ne, tega svobodnega meditiranja, kogita bi jaz rekel. Izpostavil bi tukaj, ko si Cvetko omenil našo, a ne, vrlo srčno sodelavko, pa tako, ko je tudi izzivala, da smo se pogovarjali, iskali rešitve, pa tako, teda je mogoče to en zelo lep trenutek, bil se ti zahvalim, in to jaz za ospredje postavim in to nas povezuje, ne, vsak nekaj naredi pa prispeva. Tako da, hvala lepa za sodelovanje in se vidimo 3. januarja. Prije pa Miran Možina za svojimi ljudmi, pa bo spet en fin večer. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa za vprašanje. Se smo na Ja. Se smo najbrž bili tam neki Ja. letnik. A ja, jaz sem 65.